Hej ho! Dobrodošli nazaj na najinem kanalu, z vami sva Ponč pa Sonč in nadaljujeva serijo vlogov po Malti. Če se ne motiva, je to že 4. vlog iz te serije. Danes se nahajava v Valletti, torej v glavnem mestu Malte in si bova jo v celoti pogledala. Jutri pa se nažalost že odpravljava domov. Jok in jok. 2 updata iz prejšnjih dni. Prvi je ta, da sva se kar malo navadila na tele njihove ceste, pač niso to grozne, kot sva na začetku mislila, ampak je pa res, da imate tako na vsak kilometer pač neko križišče, krožno križišče in podobno. Pač tako res je taka dinamična vožnja. Največ, kar sva vozila naravnost, je bilo 6 km, pač to je bil rekord, brez križišča vmes. Kar se samega parkiranja tiče po Malti, midva nisva imela več ali manj nobenih problemov. V bistvu imate ful tega street parkinga, bočno parkiranje. Sva pa tukaj v Valletti zdaj parkirala pač na enem public parkingu. Imajo pa ful smešno foro, pač plačaš to, kakor se ti zdi. Prostovoljne prispevke poberajo in to je to. Drugi update je pa v bistvu ta, da prenočišče v Airbnb, v katero sva zdaj, sploh ni toliko slabo, kot sva na začetku mislila. Pač res je bil tisti šok, ko prideš iz luksuznega hotela s 4 zvezdicami v pač neko garsonjero. Ampak ni toliko slabo, je prav fleten stanovanček. Ogled Vallette začenjamo v Upper Barak Gardens in sicer tukaj je nekaj zelo posebenega ob 12. Dobila sem informacijo, da iz tistih topov tamle na robu ob 12 streljajo, tako da upava, da to dejansko je oziroma da sva ujela. Še preden pa se odpravite v Valletto, vam priporočava, da si ogledate Hipogeum podzemni tempelj, ki je pod UNESCO zaščito. To je v bistvu tempelj, ki se skriva nekaj nadstropij pod Valletto in v bistvu skriva te svoje čare iz preteklosti. Sam tempelj je trenutno zaradi covida žal zaprt, tako da midva si ga ne morava pogledati. V bistvu, če se boste odpravili sem, preverite na spletu, če je odprt in ga pa vnaprej rezervirajte, ka pa je, da je gužva, kadar je odprt. Še 20 minut nas loči do izstrelitve topov. Evo, tlele se dečki že pripravljajo in vse tele tope bojo bum 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 bum. Of course, you have the opportunity to come down here by the battery and we'll provide you a full explanation and a demonstration on how these cannons work, a guided tour of the history of the saluting battery. You can come closer by the guns and you can feel the blast itself. Topovi, ki smo jih gledali, so v preteklosti služili večjim namenom. Prvi je bil ta, da so ljudje vedeli, kdaj je ura 12, malo kasneje, pač, ko se je že izumila ura, so pa služili temu, da so kapitani, ki so imeli pač svoje ure na krovih, lahko poenotili te ure na pač lokalni čas. Spontano odločitev in skočila na ta vlak in se igrava turiste zdaj. Toliko je vroče, da pač nismo mogla več hoditi, sva rabila, da naj bomo prikipla. Pa še eno zabavno dejstvo glede Vallette. Valletta je najstarejše načrtovano mesto v Evropi. Načrtovali so jo že v 16. stoletju, za časa vitezov svetega Janeza in ima v bistvu obliko pajkove mreže. To pa zato, da se v vročih poletnih mesecih tako ohlaja, lepo skozi vetrček koleče. Kar pa je še bolj zanimivo kot to, je pa, da so celotno mesto zgradili v samo 15 letih in še zmeri drži rekord prvega najhitrejše zgrajenega mesta v Evropi.
Če se sprašujete, kako je možno, da so mesto zgradili v tako kratkem času, mesto je namreč gradilo 9000 ljudi. Mesto si je zamislil velemojster malteških vitezov, Jean Parisot de Valette, odtot tudi ime Valeta. Imel je vizijo, da bo ustvaril mesto, kakršnega Evropa v 16. stoletju še ni videla. To mesto naj bi bil res center, ekonomski center, politični center in konec koncev tudi kulturni center Evrope. Da bi to dosegel, je najel cel kup enih ljudi, ki so bili res veljaki na svojih področjih. In zato je tudi prišlo do tega, da je to eno izmed prvih načrtovanih mest v Evropi. To se pozna že v sami arhitekturi mesta. Poleg tega, kar sem že prej razlagala, da so ulice mrežasto zgrajene, da je ta svež pretok hladnega zraka, so tudi zgradbe visoke in ulice ozke. To pomeni, da je bilo večino dneva v samem mestu senca. In to je pripomoglo k temu, da je bilo majčkeno bolj prijetno za živeti. Zdaj, edina žalost cele te zgodbe je to, da pač Jean je pregaj kap zadela, tako da v bistvu ni mogel videti, kaj je v resnici ustvaril. Med drugim pa je Valeta tudi najmanjša prestolnica katerekoli države v Evropski uniji. To vroče, kad danes pa še ni bilo in sva si mogla obvezno sladoled prvošiti. Prvič ga jeva na Malti. Pes ti bom vse posnetke pokvaril. Je pa čist smešen tlele v Valeti, ki imajo tele večstanovanjske hiše in so pač ogromne tako dol do ulice, ampak imajo pa iz zgornje ulice takele mostove narejene, da pridejo v bajto. Pravkar sva se ukrcala na trajekt iz Valete do Sileme. Silema je bila včasih taka zelo majhna ribiška vasica na pač tem polotoku, potem pa se je pač začela širt in danes je ful priljubljena turistična destinacija. Da ne omenjamo, koliko hotelov in tega se tam čez gradi, ne? Ja, pa so tudi že postavljeni, pač res taka, ne vem, sami rezorti po mojem. The first Maltese seawater distillery. Če iščete mesto, kjer bi šli v shopping, se pravi od cun, make-upa, vse živo, da že vse se najde, morate iti obvezno v Silemo, pač tukaj imate neskončno enih štecunc, pač Valeta pa ne ponuja toliko velike izbire. Poleg tega imajo tukaj vse te svetovno znane verige, pač fast foodov, tako da če niste glih gurman, boste tukaj sigurno najdel zase za jesti. Sama Silema nima niti ene peščene plaže, ima pa kar nekaj kamnitih plaž, takih, kot jih vidite tudi za mano. Silema torej ponuja veliko raznoraznih hotelov in če si želite v bistvu nekega mestnega življenja in hkrati pač biti ob morju, je verjetno Silema idealen kraj. Midva sva se pač rajš odstranila in šla nekam bolj ob kraju neke vasice. Videla sem se zdaj ustavila klene na promenadi, da greva nekaj pojesti, ampak ura je že ful, mogla bi biti ful lačna, ampak je to kroče, da sploh nisva lačna. Jaz bi samo eno pivo, kar 1 liter bi spila, ker celo superco mi dej, pa še eno vodo, da jo posebej polijem. Tole je pa noro. Sploh nama ni jasen, ne bi bilo samo 28 stopinj, ampak jaz ne vem, a je toliko velika vlažnost ali kva je fora, pač cela sva mokra. Izvoli. To pivo. Činkolo, binkolo. Najslabije pri vsemu temu pa je, da je plaža kuj tlele zraven, ampak midva so brez kopalk, oziroma so le te ostale v avtu. Tako da se tudi noter ne morava vrči, da bi se ohladila. Tako da, Cindy, prosim, teleportiraj me sam na eno plažo. Gremo na plažo! Evo, sva rekla, da bova prišla nazaj. In so prišla nazaj. St. Petersburg. St. Petersburg! Gremo malo poskakati. Pojva malo poskakati, pa po tem vročem dnevu se nakopati. Noro je bilo. Res, hobi čakam.
osvežilno, a ne Ponč? Pa celo nebo. Paše, a ne? Dobar je bilo, noro. Pa imamo dosti za danes. Dosti za danes, počas nazaj. Tako. Tolo pa kar joy, a? Čez 5 ur vstajava, ker imamo ful zgodaj zjutraj let. Tole pa še vse mokro. To bo prav luštno spakirati, ja? Ja. Se sploh ne vem, če bi šla spat. Verjamem. Ob 2 zjutraj moramo vstati, tako da... A se splača spat ali ne? Imamo pa za probat še eno tipično malteško pijačo, to je Kini. To je pač njihov Coca-Cola oziroma pač neka gazirana pijača. Evo probat čez tle, ne? Kaj še ne? Bej neki zelišči. Grenak je. Grenak? Bitter sweet refreshment, saj piše. Ja, sladko pa grenko je. Zanimivo. Najprej ful potegne kar malo na Coca-Colo, pol te zabije grapefruit. Ne, pa sam grenko ostane na koncu, to je to. Da še jaz probam. Da vidimo to čudo. Pa ni toliko mehurčkast, no. Ne, ful nimam, ful malo mehurčkove. Na nekaj me spominja, pa ne vem na kva. Tako no, jaz bi rekel za probat je, ne bi pa to vsak dan pil. Aromatic herbs. Zanimiv. Za probat je, to je pa to. Vsega lepega je enkrat konc. Tako da midva tudi s temule kadrom zaključujeva tole serijo vlogov po Malti. Upava, da ste uživali v potovanju skupaj z nama, da ste se kaj novega naučili in pač, da vam je bila celotna serija všeč. Če vam je bilo všeč, dajte pač všečkati ta video in pa napišite spodaj kakšen komentar, če vas karkoli zanima, bova z veseljem odgovorila, ali pa pač napišite, katera destinacija na Malti se vam je zdela najljubša. Pa seveda ne se pozabiti naročiti na ta kanal, je zastonj, pa nič ne boli. Se vidimo v naslednjem vlogu. Tako je, čau! Te zanima, koliko je stalo potovanje po Malti? Priporočava ti ogled videa, ki se je prikazal na ekranu na desni strani.